Letošnje tradicionalno srečanje sindikatov na Debencu in Lisci je imelo nekoliko drugačen prizvok, saj smo zaradi zapletenih političnih in gospodarskih časov bolj kot ob preteklih srečanjih pričakovali več revolucionarnosti in upora. Koliko ga je bilo res, pa si oglejte v nadaljevanju. Taborništvo je imelo nekdaj pri nas, zdi se, veliko več pristašev kot danes. A red gorjanskih tabornikov se ne da, niti po 60 letih svojega delovanja. Večkrat se zgodi, da se človeška usoda podira kot domine in nazadnje ne vidimo vzhoda, vse dokler nam ni ponujena roka dobrote, kot je bila ponujena družini Bovhar Novak iz Vinkovega Vrha. O pogledu na stara prevozna sredstva se nam spomin vrne več desetletij, največkrat v našo mladost, ko smo zvedavo opazovali takrat še bolj redke lepote na 4 kolesih. Vabljeni k ogledu. Območna organizacija Svobodnih sindikatov Dolenjske, Bele krajine in Posavja je ob prazniku dela in delavskih pravic pripravila tradicionalno srečanje na Debencu nad Mirno. Na 31. prvomajskem srečanju se je zbralo okoli 3500 ljudi. Mi hodimo peš, ker smo veliki, pešačimo in je nam ta taka izletniška točka in smo zelo radi tukaj gor. Ja, redno že vrsto let, to nam je kar kot neka obveza za ta čas. Zaenkrat peš skozi Mirne, zaenkrat, če ne predstavlja nekih problemov, bomo videli se vnaprej. To je praznik dela, ne? Ja, to je to. Sem danes si bolj težko za to. Ni več dela. Zdaj je že kar nekaj let. Ker imamo tle dol eno zidanco, smo kar redni gostje. Meni pomeni to predvsem čas delu. Ja. Res, da nam ga hočejo tele politike zdaj izničiti, pa tajkuni, pa vse to, ampak jaz mislim, vztrajati moramo. Tudi za tisti 2. maj se moramo boriti, da nam ostane kot praznik. Saj to državo to ne bo rešil, sam našo čast pa zgodovino. Vsako leto, ker naši učenci tukaj nastopajo, jaz sem z osnovne šole Mirna in to je že tradicija. Ja, 1. maj je delavski praznik že od nekdaj v zgodovini, ampak žal to, kar se dogaja z delovnimi mesti, z ljudmi, to je zastrašujoče. Peš, Brezovice je tukaj, zdaj je 5 do 9 sem šel doma, zdaj je pa ura, ne vem koliko, kondicija, palice, volja do pohoda, do srečanja in rezultati tukaj. Zdaj pa že kar nekaj let, res. Tudi danes smo šli kar z Mirne gor peš, bilo je fajn, vroče je sicer fejst, ampak veliko je pa ljudi, sploh nimaš kam v senco več iti. Ob tej priložnosti so podelili priznanja letošnjim najzaslužnejšim dolenjskim, belokranjskim in posavskim sindikalistom. To so Martin Lipar, Marjan Brulc, Anton Gorc, Marjeta Breznikar in Božitar Vidmar. Ja, to priznanje pomeni ena zahvala ali za delo, zasluge, za vse borbe, ki jih človek mora vložiti v tem poslu, da poskrbiš za svoje delavce, za svoje člane in da pa oni to se danes se ne da tudi narediti, ampak vseeno se proba nekaj narediti, da se tudi kakšne kolektivne pogodbe naredijo in tako naprej, da to pa še malo tudi je pisano za ljudi, ni samo za delodajalce. Ja, mi je v čast, da je nagrajeno delo, ki ga vložiš trud v to. Tako da če si, mislim, da upravljaš delo tako korektno, da se s tem zanimaš, delaš s tem in to je pač nagrada. Letošnji praznik dela sicer za marsikoga ni bil prijeten. Posebej še tu v naši regiji, kjer smo v preteklem letu izgubili veliko število delovnih mest. Vendarle pa je in ostaja 1. maj praznik delavk in delavcev, praznik delavskih pravic, priložnost, ko opozorimo na razmere, v katerih smo se znašli, predvsem pa, da ob tej priložnosti poudarimo, da še živi solidarnost, vzajemnost in pravna država.
Ja, eno od sporočil, ki ga 1. maj prinaša, je prav gotovo enotnost. Samo skupaj lahko premagamo stvari, samo skupaj lahko premaknemo stvari, samo skupaj lahko premagamo težave, ki so pred nami in te nedvomno so. Saj pravzaprav vsako leto govorimo o težavah, pa vendarle določena leta jih prinašajo več in letošnji maj je en takih let, ki nam prinaša ne samo menjavo oblasti, prinaša nam tudi menjavo dialoga, prinaša nam menjavo morda socialne države, tako da pravzaprav moramo biti zelo pozorni na to, da tistega, kar se je v minulih 120 letih pridobilo, ne izgubimo v enem letu. Sicer pa so tudi letos po krajih Mirenske doline dan začeli z bojnicami. Skrb za naravo, delo v skupini, prijateljstvo, odgovornost, iznajdljivost so le nekatere vrednote in vrline, ki jih že 60 let gojijo novomeški taborniki, vseskozi tesno povezani z Dolenjskim hribovjem, Gorjanci. Prav tam, točneje na Miklavžu, je pred dnevi nekaj 100 članic in članov rodu gorjanskih tabornikov, njihovih staršev in številni drugi prijatelji taborništva proslavilo visok jubilej, 60-letnico rodu gorjanskih tabornikov. Začetki taborništva v Novem mestu, pa tudi širši Dolenjski, segajo v jesen leta 1951. Naš pobudnik ustanovitve, gospod Tone Gošnik, je bil predvojni celjski skavt in tudi udeleženec ustanovne skupščine Združenja tabornikov Slovenije. Tam se je rodila ideja, da bi zanesli taborništvo po celi Sloveniji in tako je bil jeseni leta 1951 ustanovljen pripravljalni odbor za ustanovitev taborniške organizacije v Novem mestu. Takrat je tovariš Tone Gošnik zbral skupaj eno skupino mladih, ki smo se začeli ukvarjati z taborništvom. Dejansko je bilo pa to šolanje za bodoče vodnike, tako da je družina gorjanskih tabornikov, kar je bila najprej, da je družina lahko zalaufala tako, kar je treba, ker če hočeš zbrati 50-60 tabornikov, morajo pač imeti vodnike, da teče program. To so bili začetki, pa je pa seveda laufalo do danes, ko sem še vedno član in z moji prijatelji so tudi še vedno člani. Družina gorjanskih tabornikov je ob ustanovitvi 27. aprila 1952 štela 46 članov. Zanimanje za tabornike je raslo, tako da so že konec novembra istega leta ustanovili rod gorjanskih tabornikov. Ta je po prvem letu delovanja štel približno 180 članov. Težkim povojnim časom navkljub so mladi že tedaj, tako kot danes, z veseljem odkrivali čare taborništva, druge oblike razvedrila so bile namreč sila redke. Zelo malo je bilo razvedrila, ni bilo niti radija, ni bilo jasno, da ne televizije, ne interneta, ne nič vsega tega. Torej, nekako so bili še spomini na partizane, dobro, se so tudi še danes, ampak takrat je bilo to še zelo živo in zavedali smo se, da če češ ti v naravi preživeti, tako kot so morali marsikdaj partizani, potem si se moral usposobiti. To se pravi od kurjenja ognja do postavljanja šotora ali pa bivaka, do pohoda, do signalizacije. Vseh teh taborniških veščin je bilo cel kup. Jasno, da je bila tudi posebna veščina tabornik partizan, pa tabornik kurier, pa ne vem kaj vse so te tako, da je to takrat bilo zelo zanimivo. Predvsem pa jasno, da ni bilo drugega razvedrila. Bila je ljudska tehnika, radioklub, modelarstvo letalsko in to je bilo vse, kar je bilo. Najštevilčnejša prostovoljna mladinska organizacija na Dolenjskem danes, ob 60-letnici, doživlja enega izmed svojih vrhuncev. V svojih vrstah imamo 235 članov v 19 vodih in številnih taborniških klubih. Dejavni smo na mednarodnih akcijah, med drugim smo v lanskem letu sodelovali na Združenju skavtov na Švedskem. Sodelujemo na različnih taborniških akcijah, ki jih organizira Zveza tabornikov Slovenije in pa drugi taborniški rodovi in spadamo med 3 največje rodove v Sloveniji. S ponosom se na 60 desetletjih prehojeno pot novomeških tabornikov ozira tudi Marjan Moškon.
Toliko dobrih, poštenih in sposobnih ljudi je prišlo iz teh taborniških vrst, da sigurno je to en velik uspeh, jasno, da od prvih dni pa do danes. Dobršno mero zaslug za uspešno delovanje rodu v zadnjih 30 letih taborniki pripisujejo tudi dolgoletnima članicama Mojci Grajn in Maji Badovinac, v zadnjem času pa predvsem mladim, ki so prevzeli vajeti vodenja novomeških tabornikov. Število članov je namreč od preteklih 5 letih znatno zraslo, kar nenazadnje obeta svetlo prihodnost. Zakaj je temu tako? Ker ogromno prostega časa vlagamo v delo z otroci, uživamo v tem delu, radi pa vidimo tudi to, da se za njih pripravljajo akcije, ki so drugačne od akcij, ki jih ponujajo druga društva, druge organizacije. Se pravi, so to akcije, katere so specifično taborniške, vendar so bolj moderne, zanimive, zabavne, izredno privlačne. In to je tudi botrovalo, da smo iz nekaj članov v starostni kategoriji gozdovnikov prišli na številko 50 v letošnjem letu. Ker najtežje je obdržati v organizaciji otroke se pravi v zadnji triadi osnovne šole, ker takrat se začnejo v puberteti, pač se pokažejo še neke druge dodatne dejavnosti, pa jih pri tabornikih zelo radi tudi take zadržimo, ker moramo konstantno le skrbeti za kadrovanje in za nemoteno delo take velike organizacije. Taborništvo je, kot pravijo člani, mnogo več kot zgolj tekanje po gozdu ali prepevanje pesmi ob večernem ognju. Navkljub veliki konkurenci prostočasnih aktivnosti je taborniška ideja, ki je že davno presegla okvirje izvenšolske dejavnosti, tudi danes še kako aktualna. Taborništvo je način življenja, svetle ideje, prijateljstva, samostojnosti, iznajdljivosti, vzgoje za svobodno življenje. Vse to so ideje, ki so jih naši ustanovitelji, ki so si jih zastavili pred 60 leti in tudi danes nadaljujemo v tem duhu. Skrbimo za vzgojo otrok in mladine v samostojne, delovne, iznajdljive mlade osebe, ki se bodo sposobne spopasti z sodobnim načinom življenja. Pri tabornikih sem že 5 let in pridružila sem se, ne vem, ker sem hotela videti, kako to taborniki delajo. V 2. razredu sem se že pridružila in mislim, imamo zdaj orientiringe pa tako in mi je to zelo všeč, ko imam zelo rada naravo. Pri tabornikih imam najraje pač te akcije, ko gremo skupaj. Recimo tabore, zimske ali pa poletne, pa tako, ko gremo za recimo kam prespati, recimo enkrat smo šli v Kočo, tudi tle. Ja, to imam najrajši. Tudi tisti nekoliko starejši so se tabornikom pridružili že v rani mladosti. Ja, v 2. razredu na osnovni šoli Center, pred mano je bil brat tabornik in je govoril, kako je to dobro in potem sem se še prijavil. Ja, meni je to zelo velik, dober hobi je skoraj celo življenje sem že tabornik in veliko mi pomeni tabornik. Ja, v bistvu bilo je naključje, doma smo se z mami pogovarjali, kater krožek naj vpišem in potem je od tega šolskega krožka preraslo v moje življenje in način življenja, kjer sem prevzela tudi v bistvu prek taborništva vse vrednote, norme in to je to, mislim. Brez tega danes ne poznam več življenja. Tabornike je sicer moč prepoznati po rutkah okoli vratu. Tako so najmlajši taborniki, se pravi predšolski in pa taborniki v 1. razredu osnovne šole z rumeno rutko, potem sledijo medvedki in čebelice z rdečo, z rumeno obrobo, gegeji, se pravi gozdovnice in gozdovniki, zeleno rutko z rumeno obrobo, potem so popotniki in popotnice z modro rutko z rumeno obrobo, raziskovalci in raziskovalke in pa potem grče, najstarejše, z vijolično rutko. Osnovna celica sleherne taborniške organizacije je vod, v katerem je med 8 do 12 članov, ki se tedensko dobivajo na srečanjih in pod vodstvom vodnika z opravljenim strokovnim vodniškim izpitom skozi vse leto osvajajo nova znanja. Konkretnih aktivnosti je veliko, še vedno pa so taborniki, seveda prvobitno je to, da
se naučimo živeti v naravi, preživeti v naravi, tudi takrat, ko ni sonca, tudi takrat, ko je marsikaj nepričakovanega, se pravi, ko nam narava postavi svoje dogodivščine na pot, da takrat znamo preživeti, da takrat malo bolj preživimo kot nekdo drug, ki ni pri tabornikih, se pravi, da se znamo orientirati, da se znamo pomagati z nekaterimi naravnimi znamenji, da si znamo skuhati, da znamo zakuriti ogenj, tudi takrat, ko je pač tu skoraj da nemogoče, da poiščemo neko tako kurivo. Je pa treba povedati, da taborniki nismo samo tečaj preživetja, ampak je tudi tečaj bivanja v skupnosti, dolg tečaj. Nekateri, se pravi, naš najstarejši član je 61 let član, se pravi, ker se v taborniško organizacijo vključil takoj, ko se je Zveza tabornikov Slovenije formirala. In ga, se pravi, od mlade otroke, mlade ljudi, vso mladino učimo, da je življenje v skupnosti, da je prijaznost, da je prijateljstvo, tovarištvo nekaj najlepšega, kar v mladosti in potem tudi kasneje lahko doživijo. In zakaj naj bi se mladi, vse bolj omreženi s pametnimi telefoni in računalniki, pravzaprav pridružili tabornikom? Torej, prvič zaradi tega, ker smo v naravi, ker imamo pristne človeške odnose, ne preko Facebooka in četa in podobnih stvari. Mislim, da tega je dan danes v družbi vse manj in je pomembno, da to poudarjamo. Poleg tega pa smo res zdrava družba, ki vzgaja mlade v res lepe vrednote, ki ste jih že omenila, načelnik in starešina, tako da mislim, da smo res pravi odgovor za trenutne čase. Sicer pa so na proslavi ob 60-letnici rodu, na kateri so s pesmijo, hudomušnimi skeči in vse prej kot običajnimi ročnimi spretnostmi številnim obudili spomine na lepote taborniškega življenja, članom podelili bronaste, srebrne in zlate znake Zveze tabornikov Slovenije, župan Alojzij Muhič pa je novomeškim tabornikom v znak za uspešno dosedanje in kot spodbudo za prihodnje delo podelil občinsko priznanje. Še obstajajo ljudje z velikim srcem. Obrtniki so namreč z združenimi močmi pomagali družini Bolhar Novak z Vinkovega Vrha. Pred 7 leti se je smrtno ponesrečil oče. Mama, ki je ostala sama s 3 otroki, pa se je znašla v finančni stiski. Mama Karolina ni zaposlena, občasno prek pogodbe dela na šoli. Skupaj z otroki živijo v skromni hišici, ki je bila v slabem stanju. Na pomoč je prva priskočila osnovna šola Žužemberk, ki je prek sklada poskrbela za kurjavo in električno napeljavo. Vendar vse ostalo je ostalo odprto, ne? Prostorčka malo, otroci rastejo. Zato smo ponovno dali pobudo, da bi s pomočjo obrtnikov, ljudi, ki jih poznamo, vendarle dogradili na tejle plošči eno sobico. Streha je bila tudi bolj slaba, da se še to prekrije. In jaz že vrsto let sodelujem z gospodom Kramaršičem. To je zelo soliden, human, predan, zanesljiv obrtnik, ki se je tudi izkazal v vseh naših akcijah, kjerkoli je prekrival strehe. Kljub temu, da sem že prej nekaj različnih obrtnikov prosila, je bil on edini, ki je to zagrabil z obema rokama. Vzel je to kot za svoj projekt in dejansko veliko poti in sam je povezal se z drugimi, ki so lahko pomagali. Tako da tole je na videz v bistvu majhna pridobitev, ampak zanje veliko pomeni, ne? Zdaj so te punčke, imajo svojo sobico, kjer se lahko učijo, pišejo nalogo. Streha je nova, žlebovi so. Mojster je zaprl tamle tudi vrata, poskrbel za radiatorje. Skratka, vse tisto nujno je bilo postorjeno, tako da brez takih ljudi, ki so takole pripravljeni, tudi ta naš projekt ne bi uspel, ne? Jože Kramaršič iz Dolenjskih Toplic se je prošnji za pomoč odzval zato, ker mislim, da je prav, da obrtniki pokažemo, da smo pripravljeni tudi nekaj napraviti dobrodelno, ne samo. Ljudje imajo pač tako mnenje, da se mu nekaj gramo, ampak smo pripravljeni nekaj zastojno napraviti ljudem, ki so v stiski, ne. 17 obrtnikov je bilo, se je udeležilo te akcije z lahkoto, z dobrim namenom, nobenih težav ni bilo. Vsi so se zelo lepo odzvali oziroma na prvi poziv, no. Dela so potekala dobra 2 meseca. Napravili smo streho, gradbena dela, inštalacije, računalnik, potem smo imeli gips,
parket oziroma laminati, prebelili so, okna so nova. 9-letna Tricija in 12-letna Taja sta tako prišli do svoje sobe. Dekletoma, ki imata še 13-letnega brata Tima, je najbolj všeč. Una pojstla. To sicer ni bila prva akcija obrtnikov, zagotavlja Krameršič. Na mizi bi dal, na Rdeč križ, rajši naredimo eno tako dobrodelno akcijo in to mislim, da je bolj aktivno oziroma bolj pozitivno vpliva na okolico in vse. Pa direktno ljudem pomagaš. Treba najti ta prav projekt. Ker če ni ta pravega projekta, potem nima smisla, da nekomu daš nekaj. Ker mislim, mene moto, če mu daš denar, ljudje ne znajo z denarjem, tu mu pa le nekaj daš, da lahko boljše živi. Prošnji za pomoč družini Bolhar Novak so se odzvali tudi na občini Žužemberk, sicer pa ugotavljajo, da je potreb po pomoči vse več. Tu se pozna tudi seveda malo že krize, tudi v naši občini na račun seveda tudi Novolesov, tudi morda Danfoss posredno vpliva, ker nekaj naših ljudi je bilo zaposlenih v teh firmah in nenazadnje seveda prav gotovo tudi manjša plačilna disciplina, ki pa seveda tudi take ljudi prav gotovo prizadene. Veliko družinam pomagajo tudi v osnovni šoli prek sklada. Letos so prireditelji blagoslova starodobnikov na Mirni potovkli vse rekorde. Na dogodku, ki so ga letos priredili 6. leto zapored, se je namreč zbralo med 150 in 200 starodobnih vozil z vse Slovenije. Dogodek je namenjen druženju in izmenjavi izkušenj. Veliko se zve, veliko se, v tej tehniki starodobniški se veliko stvari med seboj se zadeve povezujejo, en ve za ta del, en za drug del in se potem stvari dorekajo, dobivajo se rezervni deli, potem pa tudi druženje pa prijateljstvo. Naše srečanje se je zelo prijelo tukaj na Dolenjskem in prihajajo vozila, motorji, vsi ostali, ki so udeleženi v teh zadevah, kar iz cele Slovenije, tako da smo zelo zadovoljni. Imamo motorje, traktorje, potem so vojaška vozila, džipi in tako naprej, potem so vsa, bi rekel, tehnika, ki obstaja na vse zadnje na 2 ali 4 kolesih, je dobrodošla pri nas. Z najstarejšim starodobnikom se je pripeljal predsednik kluba ljubiteljev starih vozil Mirenske doline, Hrast Tržišče. No, danes tukaj sem pripeljal na žegnanje DKV-ja E-Fox 8, letnik 1936. No, tegale imam že cirka 5 let v lasti, 2 leti sem ga restauriral, tako da zdaj je v dobri kondiciji in se lepo vozim na taka srečanja, kot so današnja tukaj. Lejte, vozim se, bolj bi rekel, tako za gušt, se pravi od kafane do kafane, tako da ga imam za uživanje. Posebno mesto sta zasedla tudi črni in beli Cadillac. To je Cadillac Eldorado, letnik 1973. Imam ga že to leto, sam smo ga malo rihtali, tako da sem na tem žegnanju v bistvu prvič. Jaz pa imam rad velike stvari in tudi avto imam zato malo večji, pa da ni, v bistvu teh avt ni veliko v Sloveniji. Mogoče je, da je takle bel, pa deč not, pa ta letnik sem verjetno edini, kakor mi je znano. Ta avto je zanimiv kot prestreho, in zdaj poleti bo zanimiv, ker takle vreme se bomo kar vozili. Sicer pa je bilo med starodobniki največ Volkswagenov, predvsem priljubljeni so bili hrošči. Tega ima tudi mirenski župan. Letnik 72, 1302, kar poskočen hrošček, ga pa nismo skoraj nič spremenjali, tako da ima originale radio, vse tisto, kar mora biti original, je originalno. Že 7 let imam tega hrošča, skupaj z ženo seveda, tudi sin ima hrošča Cabrio, tako da smo postali ljubitelji starodobnikov tudi v naši družini in prav lušno je peljati se z starodobnikom in pač seveda tudi skrbeti za njega, tako da je urejen, da vedno teče kot treba in seveda tudi vožnja je prijetna. Na ogled so bili tudi starodobni traktori, džipi in motorji. Letnik Horex Regena, 50-letnik. Ga imam že 21 let. Jaz sem ga obnovil. Ko sem ga obnovil,
mi je kar koštal, to je bil Rasolo, čez 4000 evrov mi je koštal, tako zdaj sem ga imel. 5krat sem bil v Nemčiji, nekaj je z Hrvaških delal, nekaj nemških, nekaj slovenskih. Ja. 17 pokalov sem dobil, sem dirkal v državnem prvenstvu starodobnikov, imam 17 pokalov, sicer ne vem ga prvega, drugega pa tretje. Traktor je 54-letnik, je ameriške proizvodne, McCormick, Farmal, drugače pa bolj za panoramske vožnje je. Redno vzdrževanje plus to recimo samo restauriranje traja tudi po let pa pol, recimo on prej tam od sprede je še 2 let trajal. Drugače pa to je užitek, se ne drugega. Po blagoslovu, ki ga je opravil mirenski župnik, se je kolona jeklenih konjičkov odpravila na vožnjo po 6 občinah. V občini Ivančna Gorica so se svetniki in svetnice sestali na 16. redni seji, na kateri so obravnavali 6 točk na dnevnem redu. Med drugim so pod drobnogled vzeli zaključni račun za leto 2011. Načrtovali so slabih 12 milijonov evrov prihodkov in dobrih 16 milijonov evrov odhodkov, uresničili pa so skoraj 12,4 milijonov evrov prihodkov in dobrih 12,6 milijonov evrov odhodkov. Razliko so krili sredstvi na računu. Ob načrtovanih 6,9 milijona evrov so imeli lani 4,8 milijona evrov investicijskih odhodkov. Konec leta so imeli na računu nekaj čez 4 milijone evrov, kar je danes redkost, hkrati pa dobra popotnica za leti 2012 in 2013, še dodaja župan. Cenjeni gledalke in gledalci, s tokratno vsebino Dolenjskega obzornika smo pri koncu. Snujemo pa seveda že novo oddajo, ki bo natanko čez 14 dni. Zato vas iskreno vabimo k ogledu tudi takrat. Pa bodite dobro.